skozi čas se prostor spreminja. Kako se spreminja, pa se lahko pogledamo na zanimivem primeru na Bledu, kjer danes stoji Titova vila, tako imenovana. Včasih je pa stala na začetku Windischgrätzova vila. To je bil eden največjih posestnikov tistega časa, poleg recimo Dorjaških, pa še kakšnega takega. Potem je ta vila bila prodana, jo je kupil Karađorđević. Đorđević je naredil novo vilo, ali pa staro tako predelal, da je bil popolnoma nov dvorec in s cerkvico spredaj. Preden je pa on to naredil, je pa en zelo zanimiv dogodek, pa je za omeniti, je bila pa poroka sina lastnika Windischgrätza, prvega dvorca, z Elizabeto Marijo Avstrijsko, ki je bila pa vnukinja cesarja Franca Jožefa. In imamo en tak primer te fotografije, ki se mi zdi, da je zelo zanimiv, to je bila evropska odmevna poroka. In edine tedne sta imela na Bledu. Seveda, kot vemo, je bil Karađorđević, Aleksandar I je bil ubit, je bil v Franciji, je bil na njega izveden atentat 1934, prestol je prevzel še nepolnoletni Peter II. In potem je prišla druga svetovna vojna in po drugi svetovni vojni potem pa so se vsi ti objekti praktično podrli in je bila zgrajena od leta 1947 naprej tako imenovana Titova vila ali pa Beli dvor. In ki je služil predvsem v protokolarne namene.